Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14.20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober večer. Danes se spet družimo na 7. konferenci o kreativnosti Sredi v službi. Gostimo podjetnika, poznanega v Sloveniji kot direktorja Postojnske jame, Marjana Batagelja. Dober večer, Nastja, in dober večer, udeleženci in udeleženke. Zdravo, Blanka, in zdrava vsa naša pozitivna ekipa. Jaz sem vesela, ko vidim, da sta tudi Diana in Alenka že v pripravljenosti, tako da lep pozdrav tudi vama. Danes nas čaka zelo zanimivo predavanje, pravzaprav pogovor, kjer bomo vrtali malce pod površino Marjana Batagelja. In zelo zanimivo bi bilo vedeti, kolikokrat ste vi bili pod površino ozemlja, torej kolikokrat ste bili v Postojnski jami. Tako da, dragi naši poslušalci, trenutno vas je z nami že 107. Lepo prosim, povejte nam, kolikokrat ste bili vi v življenju v Postojnski jami. Malo sprašujem zato, ker je gospod Marjan Batagel na eni izmed naših dogodkov rekel, da pravzaprav so ugotovili, da je povprečen Slovenec 3-krat v Postojnski jami. Prvič, ko je otrok, predšolski običajno, drugič s šolo in tretjič, ko ima sam majhne otroke. Jaz moram priznati, da sem bila vsaj 3-krat in moram priznati, da takoj, ko se bo odprlo, bom šla spet. Med drugim tudi zato, ker smo na snemanju imeli čudovit pogovor z gospodom Marjanom Batageljem in te njegovo razumevanje narave in zgodovine začara. Tako da, ko bom šla naslednjič, mislim, da bom gledala z drugačnimi in zagotovo veliko manj turističnimi očmi. Ja, morda očara tudi zaradi tega, ker ne bi si mislili, ampak Marjan Batagel je po poklicu profesor geografije in diplomirani etnolog. Običajno namreč direktorjem pripišemo, da so ekonomisti po izobrazbi ali pa morda kakšen tehnični kader. No, on je pa humanist. In torej je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih podjetnikov, z nami pa je spregovoril o kreativnosti. Torej, kako spodbuditi ekipo k zavzetosti za dosego skupnih ciljev, kako spodbuditi inovativnost, da s presežniki največji, najboljši, že potem v kali ne zatremo kreativnosti. Spregovoril je tudi o zaupanju in pa o tem, da se kondicija podjetja pokaže ravno v slabih časih. Tako da spet je z nami nekdo, ki je bil nekoč v turizmu, bi lahko rekli, kajti tudi Jani Pravdič, tisti naš podjetnik, ki smo ga imeli v četrtek na konferenci, izhaja iz turizma, in videli bomo, kako se je tega nenavadnega časa zadnje leto dni lotil gospod Marjan Batagel. Ne bo imel predavanja, ko smo se pogovarjali za ta dogodek, je rekel, da je predaval nazadnje, ko je bil sam profesor na srednji šoli, pač pa se bo z njim čudovito pogovarjala gospa Nataša Ličan, bi si upala reči, da ena najboljših novinar s področja ravno pozitivne psihologije, ki zna zvabiti iz ljudi tisto, kar še sami nismo vedeli, da imamo v sebi. Tako da ja, obeta se nam izjemno prijeten, zanimiv, jaz upam, da tudi navdihujoč večer, ki vas spodbudil vas, da boste jutrišnji dan z veseljem preživeli tako, kot ste si vedno želeli. Da pa je to mogoče, da smo lahko danes skupaj,
trenutno nas je že 138, pa so nam omogočili drugi čudoviti in uspešni podjetniki, na prvem mestu ekipa podjetja Epilog. Pa tudi Zavarovalnica Triglav, ki je z nami, saj ni res, pa je čisto na vsakem dogodku pozitivne psihologije od 3. oktobra, ko smo se dobili vsaj že 50-krat. Tako da najlepša hvala tudi Zavarovalnici Triglav in najlepša hvala Telekomu Slovenije. Prav tako hvala podjetnikom ekipe Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in Geni Sonce. In seveda hvala ekipi podjetnik.net, ki piše Oj za podjetnike, ekipi Media Marketing, ki spodbuja in opazuje kreativnost, ki je med ljudmi, in časniku Delo. Najlepša hvala. Navdihujejo me tudi komentarji udeležencev, ki so res začeli pisati, kolikokrat so bili v Postojnski jami. Enih par sem jih pokazala in mislim, da če bi povprečje izračunali, da je imel gospod Marjan Batagel kar prav, nekje okrog 3-krat. Eni so bili pa celo 8-krat in 7-krat in tako naprej. Ja, navdihujejo nas pa tudi dobrodelne organizacije, ki se borijo za svoje poslanstvo. Pravna mreža za varstvo demokracije in Ekologi brez meja. Prosimo, da v zahvalo, da imamo na voljo brezplačne kakovostne vsebine, s katerimi se lahko izobražujemo praktično vsak dan, skoraj 2-krat na dan v tednu kreativnosti in inovativnosti, da pa se simbolično zahvalite na način, da donirate tema dvema dobrodelnima organizacijama, ki smo ju tokrat izbrali. Podatke o tem, kako napraviti enostavno nakazilo, pa najdete v komentarjih. Tako da, če želimo biti srečni v službi, potrebujemo čisto naravo in varno družbo. Povejte nam, kaj bi vi potrebovali še za to, da bi bili srečni v službi. Kaj je tisto, kar vam manjka? Bomo zelo veseli. Nekateri boste rekli, ja, manjka nam potrdilo, da sem bil tukaj, kajti s tem lahko dobim kakšne točke v službi. No, ja, potrdilo boste dobili, če boste gledali med komentarji oziroma v chatu na YouTubeu in Facebooku. Kliknite, pravilno izpolnite svoje podatke in v roku 5 delovnih dni boste dobili dokazilo, da ste z nami preživeli večer. Ja. In zdaj se pa kar prepustimo mislim našega gosta Marjana Batagelja. Ja, kar izvoli, Nastja. Samo še tole, ja, zdaj sem se spomnila. Dajte šerati, preposlati link do tega predavanja tistemu, za katerega želite, da bi tudi sam našel ta pogum, ta kreativnost, tak način vodenja, zato da ga spodbudite, da bi bil jutrišnji dan za nas lažji. Torej, če ste na YouTubeu, kliknite na tisti link, da se naročite na prejemanje naših predavanj. Če ste na Facebooku, prešerete ostalim na liniji. Hvala, zdaj pa res začnemo. Zdaj pa res začnemo in sprašujte vmes, tudi pišite svoje komentarje in vprašanja. Marjan Batagel se nam bo pridružil in jih po predavanju na njih tudi odgovoril. Zdaj pa izvolimo, želim vam dober prenos. Prijazen pozdrav. Kreativnost nas poživlja, vsakič, ko poznano naredimo nekoliko drugače, nas to navduši, vliva neko vero v to, da življenje zmorem tudi sokreirati, da sem lahko v njem sodejaven. Dovolj pogumni pa so lahko tudi kreativni. In mednje v prvi vrsti, to je dokazal s svojimi deli, rezultati, nastopi in vzorom, sodi Marjan Batagel, eden od najuglednejših slovenskih podjetnikov, dobesedno podjetniški vzor, saj je tudi prejemnik priznanja s tem imenom. V javnosti pa seveda v zadnjih letih vsem nam najbolj poznan kot predsednik upravnega odbora Postojnska jama.
Gospod Marjan Batagel, prijazno pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za odziv in prejeto to vabilo in sprejeto. Hvala za povabilo. Skoraj da ne moremo mimo vprašanja, kako se odzivate na te čase, kako ste jih sprejeli, vstopili vanje. To je res obdobje velikih izzivov, kjer lahko preverjate osebne izkušnje, tudi poslovno lahko preverjate, vaša misel je dozorela, kateri recepti, morda motivi ali metode so zdaj prave. Tako veliko se razpravlja v teh časih, kako je težko v turizmu, v gostinstvu, ampak v življenju je vedno tako, da pridejo tudi hude stvari. In obdobje debelih krav smo imeli, rast je bila izredno hitra. Jaz sem vedno opozarjal, da enkrat pač ne bo tako. Tudi na krizo leta 2008 smo prehitro pozabili in ko so me spraševali še novembra, to je bilo samo nekaj mesecev pred krizo, kakšna bi bila pa lahko naslednja kriza, tako velika, tako uničujoča. Nisem mogel mimo razmišljanja, da bo popolnoma drugačna kot tista finančna, ki smo jo spoznali, da bo lahko klimatska, da bo lahko zdravstvena. Nisem čisto točno vedel, kaj sem takrat imel v mislih, ampak pri klimatski je lahko tako, da pravzaprav ledena doba je prišla zaradi izbruha vulkanov, zdravstvena pa nisem si predstavljal, da bi bila to neka pandemija, ampak nekaj, kar v nekem trenutku ne obvladujemo. Ta pandemija se nam je zgodila. Lahko bi bila kriza tudi v neki drugi obliki, zato ker velike krize so takrat, kadar smo na nje popolnoma nepripravljeni. Če si ti na njo pripravljen, potem se znaš tudi pravočasno ubraniti. In proti finančni krizi se danes svet bi znal zelo hitro ubraniti. Hitro bi kontroliral obrestne mere, likvidnost podjetij. Ta je bila pa res čudna in ona je še vedno čudna, zato ker je nepredvidljiva, veliko obrazov ima, predvsem smo pa vsi malo negotovi. Živimo pa v tem upanju, da nas bo cepivo rešilo, da bo pač enkrat tudi tega konec. In ko sprašujete za turizem, nikoli ne smeš biti tak pesimist, da rečeš, zdaj pa konec sveta. Ni res, zdaj delam pač tiste stvari, ki jih nisem naredil morda zadnjih 10 let. Konsolidirali smo vsa podjetja, smeri smo bolj jasno začrtali in ko bo konec, bomo šli v to delo zelo vitki. Predvsem se je pa zelo dobro pokazal karakter mojih sodelavcev. Poglejte, to je čas, ko marsikdo zapušča turizem. Pa ne zato, ker je dobil odpoved, ampak zato, ker enostavno hoče delati, ker mu 80% plače ni dovolj. In te, ki bodo zdaj zapustili turizem, te se bodo težko vrnili. Naš urnik je nekoliko drugačen, naš tempo življenja je drugačen od tistega, ko greš zjutraj v službo in potem popoldan prideš domov. In če me kaj skrbi, me skrbi to, kako bomo potem, ko se bo turizem začel pobirati, spet izobraževali ta kader, kje ga bomo pravzaprav iskali, komu ga bomo dobesedno ukradli in koga bomo prepričali, da pride v turizem. To je v tem trenutku največja nevarnost. Ne toliko ta finančni del, na kateri govorijo. Ker tisti, ki so bili dobri, so vendarle morali imeti v mislih, da morajo del tega kapitala imeti na strani za slabe čase. Mi smo ga pač imeli, ne bom rekel, da stoično prenašamo, ker investicije tečejo normalno naprej. Ni pa prijetno, ker najhujše nekaj, kar jaz ne morem povedati ljudem. Telo, ki je v gibanju, teži k gibanju in je vedno hitrejše. Telo, ki je v mirovanju, pa teži k mirovanju. In pogledajte, naš tempo življenja se je v turizmu začel umirjati. In mi bomo potrebovali nekaj časa, da bomo spet v tisti kondiciji, v tisti hitrosti, katere smo bili navajeni, katere smo se priučili. In to bo še dodaten izziv, poleg, bom rekel, tega kadrovskega. Tako, morda na začetku bomo zelo pozorni do gosta, potem nam bo pa lahko že hitro postalo vsega preveč. In ta psihološki vidik, kako bomo mi vstopili v to sezono, ki se bo zgodila, je zelo pomemben. In tukaj ta menedžment dela na temu,
mi kontaktiramo s sodelavci, kako ste zdravi, kaj mislite, oni sprašujejo, kdaj pridemo nazaj in to je dobro. Zato sem rekel, tukaj sem spoznal res ta biser, ki ga imaš v podjetju, ampak ko vse to dela, rečeš, to je normalno, povsod je tako. Ne, ni. Tako je v dobrih podjetjih. Kot ste rekli, da se kondicije podjetja, to so vaše besede, vedno pokaže v slabih časih in to zdaj dokazujete. Bili ste profesor, podjetnik, zdaj kot rečeno del zelo uspešnega tudi podjetja, gospodarstvenik, kadrovnik, skratka v vseh teh različnih vlogah, ki jih opravljate, v katerih se preizkušate, vedno se zdi, da sprejemate najtežje, največje izzive, ki od vas zahtevajo veliko mero kreativnosti ali neke vizije, prehitevate čas. Kako vam uspe gledati dlje naprej? Ali v drugačno smer, ker se pogovarjamo vendarle v neki želji najti neko kreativno noto? Poglejte, navada ubija kreativnost. Ko nekaj začneš ti delati z navade, takrat enostavno je to iz dneva v dan, takrat se začnem sam dolgočasiti. In če v bistvu moja samopodoba je taka, da živim iz dneva v dan, potem se mi zdi, da je to brez veze, da delam. Zato je znam tudi dosti hitro zamenjati dejavnost, v kateri več ne uživam. Jaz tukaj ne govorim o denarju, o materialnih dobrinah, ampak o tistem notranjem zadovoljstvu, da zgradiš nek produkt. Ta produkt je lahko različen, lahko so sesalniki, stanovanja, zadovoljen gost, hotel, karkoli. Ampak tem moraš ti resnično uživati. Jaz imam mogoče tudi eno zelo veliko hibo, ker jaz znam samo eno stvar delati. In v tisti sem cel. In v tisto stvar povlečem vso okolico. Nekateri znajo vse delati. Jaz tega pač ne znam. Jaz lahko nisem znal turizma, ampak ko sem prišel vanj, sem prišel cel. Čisto cel. In ko sem ga spoznaval, potem sem ga živel in ga živim. In dokler me on navdihuje, dokler vidim izziv pravzaprav vsak dan, ko greš v službo, joj, kaj bomo drugače naredili, kaj bomo popravili, kako bodo gostje bolj zadovoljni, kako ste zadovoljni zaposleni, potem je to smisel dela. In takrat te ideje pravzaprav kakšni rečejo, kako jih pa producirate. Vse jih ne, one enostavno pridejo. Samo ne smeš ti biti v nekih kolesnicah, v neki upetosti, da se točno ve, kako se bo dan končal. Nikoli se ne ve, kako se bo končal. Dan je tako nepredvidljivo je leto in pri tej kreativnosti jo jaz doživljam na en še drug način. Kreativnost je lepa v izrazu. Vsi pravijo, joj, želimo si, bodite kreativni. Ampak kreativnost je tudi sprememba. In teh sprememb se ljudje praviloma bojijo. Če boš ti nekomu rekel, to bomo pa zdaj spremenili. Takrat se bo najprej ustrašil, da bo skočil iz cone udobja, iz neke navade v nekaj neznanga. Tako da jaz nikoli nisem sprememb napovedoval. Jaz sem jih bolj delal, jaz sem bolj spraševal, jaz sem vedel, kaj bi rad spremenil, pa nisem rekel, da bom to spremenil. Ampak sem začel spraševati, kaj si pa vi mislite, kaj pa če bi tako vi naredili, a mislite, da bi bilo dobro. In ko tako začneš usmerjati ljudi, potem se njim zdi, da so oni to sami spremenili. Ali pa zelo lepo se mi včasih obneslo, ali pa se mi še vedno, ko govorim o tretji osebi ednine, nekdo ni bil zadovoljen. To, če sem jaz videl, da nekaj ni v redu, ni bilo to moje mnenje. Ampak videl sem to, kako nekdo drug doživlja in tisti ni bil zadovoljen. In potem, ko spregovoriš ti skozi gosta ali pa skozi uporabnika stvari, da ni bil zadovoljen, potem moraš ti stvar popravljati. Moraš popravljati storitev. In ne graješ pa tistega, ki to dela. Se ta morda niti ni vedel, da narobe dela. Se mu to sploh noben ni povedal. Včasih se zdi, joj, dela narobe. Pol pa jaz rečem, a smo mi se o tem že pogovarjali, kaj pri temu je narobe. In potem hitro ugotovimo, da se o tem se pa sploh nismo pogovarjali, sploh nismo analizirali, kako bi bilo drugače. In tako da spremembe so zame pravzaprav tudi neko gonilo razvoja. Se če se ti, kot sem prej rekel, ustaviš, potem miruješ, potem ni nič. Ti moraš stvari spremeniti. To je
tako kot se mi spreminjamo, mi se vsak dan staramo in mi moramo tudi svojo starostjo se sprijazniti. V bistvu lahko se zapustimo, lahko za svoje telo skrbimo, za svojega duha, pač nekaj več moramo zdaj prebrati, čeprav eni pravijo, da vse vemo, ampak jaz mislim, da ravno zdaj je čas, ko moraš del tega razsvetljenstva znati tudi deliti, ker s sabo ne boš nič odnesel in zdaj, kako to prenašaš naprej, ta svoj mir, to svojo karizmo je vedno samo stvar posameznika. Lahko se zapreš sam vase in boš pač to odnesel s seboj. Ampak prevečkrat slišimo, kaj nismo tega še vprašali takrat, ko je bil živ. In to je naše poslanstvo, vendarle eno življenjsko obdobje, ko moraš to prenašati naprej. Mladim se sicer zdi to smešno, ampak izkušnja, ki jo deliš, ni nič drugačna, kot je bila recimo pred 2000 leti. Vedno je bila družba sestavljena iz nekoga, ki se je rodil, iz zrelega dela populacije in pa tistih starejših. Tisti starejši, te starešine so prenašale izkušnje. Oni niso več prenašali moč. Tisto moč je imela zrela populacija. Mlada je pa mogla imeti vedno dobre zglede. In če je bil dober zgled, potem je bila tudi družba uravnotežena. Ko govorimo o neki pozitivni miselnosti, po kateri seveda vsi hrepenimo in si jo želimo v slehernem kolektivu, ker to naj bi prinašalo neke najboljše potem tudi rezultate, je bistveno to, kar ste zdaj govorili, gospod Marjan Bata-Gel, torej da so vključeni in s tem seveda tudi so odgovorni. Strmite k temu tudi vi na nek način, da ni čutiti tiste hierarhije, da se zavedajo tudi sodelavci, da imajo spoštovanje, imajo zaupanje. Zelo lepe besede, visoko zveneče, kako pa je to udejanjiti, kako vam to uspe? Verjamem, da ste to delali na vseh položajih svoje poklicanosti ali službenih delovanj, kot profesor in zdaj v gospodarstvu. Če si vse to delal, potem nikoli ne pozabi na tistega, ki danes to dela. In ko podjetje ustanoviš, takrat si čistilka, takrat si direktor, takrat si monter, takrat si psiholog, vse si. Potem se pa te funkcije začnejo deliti. Ampak delitev dela ne pomeni nujno tudi hierarhijo po vertikali. Delitev dela bolj to pomeni, da vsak ne dela tisto, kar mu najbolj paše. Hierarhijo sem vedno preziral v tem smislu, da ona ne sme prinašati ugodnosti vnaprej. Zato, ker višji položaj, ki imaš ali v družbi, ali pa v podjetju, bolj moraš biti odgovoren, večji zgled moraš biti. Ne moreš ti takrat uveljavljati stvari z pozicije moči. To je tako, zato ker sem jaz to tako rekel. Jaz velikokrat dam primerjavo. Kako bi pa naša družba sploh delovala, če ne bi bila ena perica, ena kuhinjska pomočnica ali pa sobarca, enako cenjena, kot bom rekel, vodja recepcije. Če soba ne bi bila lepo pospravljena, gost ne bi bil zadovoljen. Če ne bi bil park lepo urejen, če ne bi to tehnična služba naredila, bi gostje hitro opazili smeti. Se pravi, vsak je pomemben del tega podjetja. In če bi se jaz grdo obnašal do ljudi, ali pa da bi bil nestrpen, agresiven, potem bi bila tudi to slaba luč za podjetje. Se pravi, da ti moraš, tako enostavno je, če se malo vživiš v vlogo nekoga drugega. Če to spoštljivost ti nekako privzgojijo ali doma ali pa tam, kjer si, ker prevečkrat se mi je zgodilo, da na razpisih, ko iščeš nekega človeka, si ti kar ustvariš sliko o njemu, kakšnega si želiš. In potem tudi tvoja vprašanja gredo v tej smeri in tisti, ki ti bolj všečno odgovarja, tistega boš prej zaposlil kot drugega, potem ti še v CV-jih napiše noter vse mogoče. Jaz pa, ko poslušam dostikrat v kadrovski službi te ljudi, pa tako nekako v očeh vidim, koliko si oni kaj želijo in kaj ne. In me po svoje niti ne zanima, koliko kaj znajo. Zato, ker ko ga ti daš na tisto delovno mesto, ki si imel tak visok ideal, kaj ti bo naredil, si ga ti šele začel spoznavati, ali je to pravo delovno mesto zanj. In dostikrat se mi je zgodilo, da so te ljudje, ki so imeli željo, tako zagnanost,
končali nekje čisto drugje. Ker se pravzaprav oni niti sami sebe ne poznajo. Se jaz še sebe ne poznam tako dobro, kje sem najboljši. To mi bolj drugi nekako pripisujejo. Jaz sem morda najboljši takrat, kadar sem čisto sam. Takrat, kadar nekaj razmišljam, ampak v javnosti pa ne vem, kdaj delam tiste dobre stvari. Morda znam pravilno usmeriti, morda pač se izogibam konfliktu. In potem je teh konfliktnih situacij zelo malo okrog mene, se pravi, da je okolje, v katerem delujem, nekako prijetno. Ja, in zdaj, če pa obstajajo pa tudi drugi načini vodenja, čisto avtokratski, tudi tisti imajo rezultate, moje počutje v tistem ne bi bilo dobro. Verjetno tudi okolica ni zadovoljna. Poznam take kolektive, oni so kot podjetje ful uspešni, ampak če ljudje nergajo, pa če niso zadovoljni, pa jaz ne vem, če je to lih bit našega življenja. Ko se pogovarjamo o kreativnosti, če se morda povrneva vprašanje 2 nazaj, je zelo zanimivo z vaše strani slišati še nekaj. Dejali ste, svet je zdaj odprt. Priti do novih idej je veliko lažje kot včasih. Kje smo ideje iskali? V svoji bližnji okolici. Le redki so tisti, ki dobijo neke nerazložljive klike na hitro, se jim nekaj posveti, kot rečemo pogovorno. Kako danes prepoznavati iz množice nekih idej vendarle tisto, ki pa je pravi odgovor za moje podjetje? Je to za vas velik izziv danes, kot ko ste sami rekli, pravzaprav se zdi, da uresničujemo ideje nekoga drugega. Mi se le odzivamo, le poklikamo, sledimo. Ta razmejitev, kako vam to uspe? Zelo dobro vprašanje, ja. Velikokrat ga dobim, pa ponavadi vedno začnem z eno mislijo od Tolstoja. Tolstoj je napisal, da je veliko lažje napisati 10 knjig o filozofiji, kot eno načelo udejanjiti. To načelo je ponavadi ideja. In ideja je res veliko. Zdaj, kako jo ti prepoznaš? Jaz poskušam pri njih biti na začetku zelo distanciran. Zato, ker ideja ima zelo dobro teoretično podlago. Recimo ti jo skreiraš v svoji glavi, dobesedno skreiraš, ni nujno, da je prišla, in potem jo ti prodajaš ali kot poslovni model ali kot karkoli. Ampak to še ne pomeni, da boš ti spravil življenje. Zato jaz vedno rečem, mladi, ko imate toliko idej, dajte vi se spraviti na eno, ni nujno, da je najboljše. Začnite delati, ker ona vam bo šele začela odpirati problematiko. Ko boste vi v nekem delu, boste lahko jutri končali nekje čisto drugje. Tako sem v življenju marsikdaj končal. Začel sem eno stvar, ampak končal pa čisto drugje in tam bil uspešen. Tudi zato, ker sem morda prepoznal tam največ sebe, največ sem videl, da lahko nekaj na temo naredim. A vi mislite, da sem imel jaz v glavi vodni filter, ki smo ga patentirali? Jaz sem imel en problem od strank, ki so me kar naprej spraševali, ja, kje bomo potem vrečke kupovali. Kada so me to vprašali, sem rekel, sam te gospa, dokler bo to podjetje obstajalo, boste vi imeli vrečke. Ampak vendarle, takrat je bilo temeljno vprašanje, kaj pa če bi bil en sesalnik, ki nima vrečke. Kako bilo to lepo, da bi rekel, zdaj ste kupili sesalnik in tega ne potrebujete. In tako je nastal vodni filter. Vodni filter je nastal tudi, recimo, ko razmišljaš, kaj bi naredil in kateri je tak material, zelo hitro prideš do vode, da voda je edini neporozen material v naravi. Edini voda ni porozna. In voda, razen aerosolov, praktično čisto vse veže vanja. In potem, kako boš pa to naredil? Ja, je pa drugo. Potem spet kot geograf sem pač iskal neko prispodobo, neko povezavo, ker ta rešitev sem vedno čutil, da je nekje okrog mene. No in potem Italijani imajo en dober pregovor, ali pa mi, italijanski mi je bolj pri srcu, dopo la tempesta l'aria je serena, se pravi, po nevihti je zrak čist. Se pravi, vsa umazanija se je vezala na vodne kapljice in očistila zrak. Se pravi, zdaj rešitev enostavno obstaja. In zdaj, kako ta dež narediti v nekem sesalniku. In tako smo prišli do vodnega filtra. Ustvarjali smo dež, pustimo zdaj tehnične probleme podtlaka, ampak ideja je bila pa v osnovi ful enostavna. In potem jo ti do konca razvijaš,
Mi smo jo do konca razvili, da nas vodni filter ni nič posebnega, ja, dobil je še veliko izvedenk, ampak tisto pač delaš do nekega obdobja in potem v tistem drugem obdobju, ko smo že nekaj zaslužili s temi sesalniki, smo pač začeli kupiti zemljo, ker ko so mi Kitajci začeli konkurirati, sem rekel, no fino, sesalnike bodo lahko vedno naredili bolj poceni, ampak kaj pa z zemljiščem? A ti lahko produciraš nov kvadraten meter? Ga pač ne moreš. In tako sem pač kot geograf imel vedno željo, da bi neko suburbano sosesko, eno prijazno sosesko za bivanje naredil in tako je na popolnoma degradiranem območju nastala ta soseska in potem, ko smo to zaključili, se je zgodila Postojnska jama. Se pravi, vedno, ko ti nekaj delaš, te ideje nastajajo, vse v življenju je tudi tako, ko prideš v delavnico, imaš nekaj za narediti. Ja se nimaš vnaprej rešitve za to idejo, ti si pred problemom in ponavadi meni so vedno problemi dali ideje. Ne pa ideja kot sama, recimo, jaz sem v največji zadregi, ko mi pride nekdo nekaj predstavljati. In potem jaz rečem, a ti to verjameš? Vsi rečejo, ful verjamemo v to. Ok, sem rekel, če verjamete, potem imate čisto vse pogoje, da to naredite. Ampak kako boste to naredili? Tam pa je pot zelo negotova. Ker rečeš, kako boste pa to naredili? Ker ideja ni problem denarja. Denarja je danes kolikor šte. Ideja je uresničljivost. Ali je ona uresničljiva? In tudi, če ti prideš čisto do konca, ti ne veš, kako se bo ta ideja potem tržila, ali bo postala komercialna. Ker če ni komercialna, je lahko odlična, ampak ti še zmeraj ne boš v tem uspel. In ko sprijazniš ljudi s tem, da je treba najprej prvi korak narediti, da boš prišel do vrha stolpnice, potem je to zelo pomembno spoznanje, če ga sprejmejo. Jaz močno odsvetujem vožnjo v poslovnem svetu na vrh stolpnice z dvigalom. Ko potem ne veš, kaj je po poti, ti ne veš, kakšna je struktura te zgradbe, ti nič ne veš, potem ne znaš niti rešiti teh problemov in če se na to pot odpravljaš, imaš vedno dovolj časa, še posebej, ko si mlad. Ti takrat niti nameraš pravilno časa. Mi si moramo zdaj vse nekaj splanirati, takrat si pa entuzijast in ti moraš svojo, bom rekel, to notranjo moč nekako sprostiti. Vedno pravim, da malo introspekcije je nujne. Ti moraš sam sebe vase pogledati, se sorazmerno dobro poznati, ker sicer boš ti o sebi imel popolnoma napačno predstavo. In kako grozno je, če imaš v sebi napačno predstavo, da se precenjuješ ali pa podcenjuješ, oboje je enako grozno. Ti moraš sebe spoznati, do kje so tvoje meje, potem pa lahko rečeš, no zdaj bom pa poskušal iti malo več od tega. Vsi športniki isto morajo zelo dobro poznati, kje je njihova meja, sicer pride do poškodbe. In ko se ti poškoduješ, potem si pa izven toka dogajanj. V poslovnem svetu pri ideji nikjer ni drugače. Jaz pač pravim, vse tako enostavno, če ne kompliciraš. Kreativnost torej ni stvar trenutka, saj ta misel je znana, ampak je plod trdega dela. Nisem razumel, kako? Kreativnost ni trenutek, ki se zgodi, ampak je za neko uspešno kreativnostjo veliko trdega dela, angažiranosti preizkusov. Bravo, točno to. Morda se marsikdo noče odpraviti na to pot. Morda mi danes dobimo preveč instant primerov, kako je nekdo uspel. Mi redko kdaj razlagamo težke poslovne poti, mi redko kdaj razlagamo neuspehe. Mi hočemo videti, kako je to vse nekaterim uspelo. In takrat sebe takoj preslikaš, da bo tudi tebi uspelo. Ti ne razlagaš, da si nekaj delal 4-5 let, preden je nastalo. No, če se vrnemo k sesalnikom, 10-krat, 100-krat sem vmes obupal, pa nisem vedel, ali bo to nastalo ali ne. Na koncu nismo imeli že denarja. In kaj je bilo čisto na koncu, kar nas je rešilo? Sreča. Sreča se je pa tako zgodila, da ko je en kos sesalnika padel po tleh in se je tista plastika strla, smo zamenjali tiste tehnike narobe o prvijaču, čisto kontra. Takrat smo ustvarili 1 milimeter, 2 milimetra prostora, ki ni bil zatesnjen in takrat je sesalnik odlično delal.
Če takrat ne bi padel po tleh, če ne bi imel srečo, pač tistega sesalnika verjetno nikoli ne bi bilo. Tako da šele, ko delaš, ko so ti neki sfiži po domače povedano, takrat veš, kje je problem, kje ga mora začeti reševati. In takrat je tudi intenziteta razmišljanja največja. Takrat sem prepričan, da si tudi najbolj kreativen, ker rečeš, joj, če mi to ne bo uspelo, bom pa to poskusil, bom to. Takrat ideje kar nastajajo svoje za nek končni cilj. Tudi recimo, ko govorimo o tej ideji, mi moramo vedeti pač, kaj je konec te ideje, ampak pot do tja je sestavljena iz neštetov preprek. In ti moraš vse to na tej poti nekako odpravljati. Se tudi družbo, ki zgradiš Postojnsko jamo. Ja, lepo je danes pogledati, kaj smo po 10 letih naredili, ampak na začetku je bila čisto drugačna. Čisto drugačna. Vse je bilo problem, marketing, prodaja, odnos do gostov. Ja. In potem se pa začneš ti ukvarjati s tem problemom, ga popravljaš, vedno na drugačen način, kot ljudje to pričakujejo. Jaz trdim, da največja skrivnost v kreativnosti je takrat, kadar ne delaš ljudi na način, kot bi večina to naredila. Ko dobim prvo misel, da bom nekaj naredil, rečem, no, in kako bi zdaj večina to naredila, in če vem, da bi večina tako naredila, jaz tistega ne bom naredil. Ker to ni nobena rešitev, ker to je tista prva, najbolj enostavna misel, ki je praviloma slaba. In potem rečeš, no, če bo pa vsi tako delali, potem bom pa drugače. In zato prideš ti ponavadi do nečesa velikega, ker si naredil popolnoma drugače, kot je okolica od tebe pričakovala. In zdaj, če to nosiš v sebi kot način obnašanja in če to preneseš na kolektiv, mi se včasih prav nasmehnemo, ker rečemo, no, kako bomo zdaj to naredili? In potem smo vsi tiho in rečemo, kaj vsi zdaj približno isto mislimo in rečemo, ja, no, vidite, tega ne bomo na tak način naredili, zdaj pa začnimo delati. Ja. In to je čist psihološki moment, ker tudi miselni tok je včasih tak, da te kar povleče v nekaj, ampak to ni nujno, da je dobro. Sej velike stvari pravzaprav so bile velike, zato ker so bile lahko enostavne in popolnoma nepredvidljive. Drugačne od tistega, kar bi nekdo rekel, jaz bi pa tako naredil. Ja. In takih situacij imaš neskončno. Jih imaš lahko tudi na ulici, ali greš po tej poti ali po tisti. Upam, da bom znala prav retorično zastaviti to vprašanje, da boste razumeli, kaj me zanima. Pri vaših odgovorih sem se večkrat naslonila na to, ko ste opredeljevali, razmišljam, misel, ta tok, ki se preliva. Misel je močnejša od vsega. In me zanima, kako lovite svoje misli. Ta miselni tok, ga najdete najlažje, no kje, da je to tišina, je to mir. Kako veste, kdaj so misli, ki se porojevajo kreativne, da nekam vodijo, da se nekaj rojeva? Ja, jaz sem v osnovi samotar. V bistvu meni najbolj paše, kadar sem sam. In ko si sam pač, je to tako, ko ene strele hodijo tam po glavi, nič slabega mi nočejo. In pa predvsem, kadar sem v naravi z ženo, pa zelo rada hodava po gorah in takrat se veliko pogovarjava, zelo sorodno tudi misliva, ker sva sorodne duše. In kolikokrat se zgodi, ko se v neki temi pogovarjava, da tako kar sama iz pogovora prideva do neke rešitve. Tako da misel, pri misli mi je najbolj zanimivo, da ko ti rečejo, kaj misliš. Ljudje, ki še enkrat ne znajo izraziti, kaj mislijo. Ni to tako enostavno misel izražati. Ko se ti o nečemu gledaš v gore, pa ti rečejo, kaj misliš. Ti lahko gledaš goro, ampak takrat verjetno ne misliš o gore. Takrat lahko čisto nekje drugje si, kako boš to naredil, in takrat jih pravzaprav uloviš, ali pa ko rečeš, ja, kako se nisem to še spomnil. Pa nisi to mislil, ampak pride. Ker ta intenziteta, bom rekel, ko se nekje po naših engramih sprehajajo te misli, je tudi stvar treninga. Ker ti se moraš najprej zelo skoncentrirati, ko si pred nečem, imeti tako
ogromno dejavnikov, ki vplivajo na to, kar razmišljaš, potem pa niti ne veš, kam te bo vse skupaj zapeljalo. In če se pogovarja z nekom, ki je sorodna duša, tukaj pa govorimo o ženi, govorimo o kolegih, takrat v bistvu tako kar preskakujemo, to ni tako vodeno, disciplinirano, urejeno, to ni, to je ena konfuzna situacija. In pa rečeš, kaj smo se pa zdaj zmenili, včasih smo se kaj zmenili, včasih se nismo pa čisto nič, ker smo tako bolj fantazirali, ko pravijo briefing. Ja, kaj pa je briefing? Briefing je tako, ker se nekaj mečeš, sicer neurejeno, ampak obstaja pa končni cilj, kaj hočeš narediti. Jaz sem si vedno tako predstavljal in tisti moj mir je bila bolj tako istočnica, da sem potem vedel, ko pa smo to delali, kako bom peljal te ljudi naprej. Misel je zelo zanimiva, sej, če jo vzamete kot misli otroka, misli mladostnika in misli, bom rekel, starejšega človeka, so popolnoma različne, lahko v isti stvari, ker je tudi že pogled na stvari. Pri mislih je tudi z leti problem, zato ker izkušnje včasih pripisuješ preveliko težo. Ti v bistvu enostavno zatreš, ali pa si imel slabo izkušnjo, potem jo boš to tudi drugmu prodajal, boš rekel, ne, to pa ne bo šlo, to jaz vem. Ja, ampak sej ne veš, če si se ti pravilno tega lotil. Tako da jaz včasih stopam rajš korak nazaj, pa rečem, no, kako pa bi to ti naredil, na kakšen način se boš pa lotil, in če mi je zanimivo, potem rečem, no pa dej. Ja, pa dostikrat se je pokazalo, da sem jaz delal narobe. Pa so oni bili uspešni, ker so to drugače začeli. Se če hočeš težak tovor dvigant, ga lahko tako, da si lahko hrbtenico zlomaš, ali ga pa pravilno primeš, pa ga dvigneš. Se mi zdi, da ta trenutek meni berete misli, ker sem želela vendarle malce izpostaviti tudi te osebne izkušnje. Marsikaj ste že doživeli na tej poslovni poti. Veliko tudi nepoštenih reči, zavajajočega, to je del poslovnega sveta, ker so trenja, ker je konkurenca. Kaj vam še vedno daje to vero v človeka, da zaupate in da na temelju zaupanja tudi gradite znotraj poslovnega odnosa in sicer? Kot ste že sami rekli, ker lahko izkušnja že prehiti misel in se nekako rezerviraš in sam sebe omejuješ. Kako vam uspe, da kljub vsemu zaupate v ljudi, zaupate v dobro, zaupate, da se bo zgodilo tisto najboljše? Naj se zelo izrazito izogibam konflikta, ker konflikt rojeva stres. In zdaj, kadar si pod stresom, takrat nisi sproščen. In izogibam se tudi konfliktnih ljudi. Če spoznam, da je nekdo, ali pa čutim, da nekdo ni odkrit, da laže, da mi prekriva, pa česno ne bom to dokazoval na dolgo in široko. Jaz se ga bom pač izogibal, jaz z njim ne bom delal. Moja vera je bila vedno vera, ki so mi jo starši vcepili, pač, da če si pošten, če dobro delaš, če si moralen pa etičen, se ti bo pač to vračalo. Dobro v dobro, slabo v slabem. In če delaš slabo, se ti bo nekaj slabega vedno vrnilo. Če delaš dobro, pa niti ne veš, zakaj ti včasih uspe. To je edina vera, ki jo pravzaprav v tem norem svetu sploh lahko imaš. Se sicer bi nek ljudomrznaš postal. In če ne gledaš na svet kot nekaj lepega, potem ne boš znal pogledati tudi na enega dojenčka kot nekaj lepega. Se pravzaprav so vsi lepi, vsi so nedolžni. Ja, in zakaj potem človek postane drugačen? Ali je to zaradi genske zasnove, zaradi okolja, zaradi vzgoja? Pač te trije dejavniki se vedno prepletajo. In če ti v družini imaš ta dober zgled v starših, potem boš ta zgled prenašal tudi naprej. Zelo pomembno je, da to tudi živiš, ker skušnjave ti imaš na vsakem koraku. V poslovnem svetu, vedete, kaj vsega tega nisem še videl. Vsi pravijo, da sem veliko naredil, jaz ne vem, kaj sem naredil. Jaz sem pač to sam, kar sem delal, delam in bom še naprej delal. Nikoli nisem bil zavisten pri temu delu. Rezultate sem pustil, da mi drugi prinašajo na mizo.
nikoli mi ni bilo vodilo, recimo, joj, koliko bomo pa zaslužili, ampak ali nam bo to uspelo. Recimo, ker številka v poslovnem svetu ne sme biti vodilo. Številka je posledica dobrega dela. In tudi strategijo pa vizijo, ki si zastavljaš, kakšenkrat zastavljajo eni, bomo največji, bomo najbolj bogati, bomo ne vem kaj, ampak to so, jaz pravim, čisto vse v osnovi zgrešene. Jaz sem jo kar nekaj časa sem rabil, da sem jo postavil pri jami na način, ko bo en stavek dal odgovor na kakršnokoli dilemo. In nastajalo in na koncu smo prišli do tega, da smo čisto vsak problem reševali in ga rešujemo na način, da delamo samo tisto, kar je dobro za jamo in gosta. Poglejte, kako je enostavno. Če prideš pred neko težavo in rečeš, a bomo to naredili, se vprašaš, a je to dobro za jamo, je to dobro za gosta, če odgovor pritrdila, bomo to naredili. Če rečeš, to pa ne bi bilo dobro, ok, potem pa to ne bomo delali. Tako enostavno, če poenostavljaš in to lahko katerokoli dejavnost boš našel, moraš pa imeti, tako bom rekel, enostavno in razumljivo vodilo. Če si napisal 7 stavkov, se jih noben ne bo zapomnil, ampak bodo znali 3 dni, potem jih bodo pozabili. In ne bodo imeli tisto, ali je dobro za jamo in gosta. Jama kot neka naravna vrednota, mi smo neminljivi del, gosti pa zaradi tega, ker smo mi tam zaradi njih, ne oni zaradi nas. In mi moramo z njimi lepo delati in oni so pač naše najboljše marketinško orodje. Zadovoljni odhajajo, govorijo, da smo bili fejst, prijazni in ko te tako vidijo sodelavci, potem se tudi sami tako obnašajo. Mene ne boš nikoli bolj užalil kot to, ko gledam recimo, da sta dva v konfliktu. Jaz v konfliktu niti nočem biti, jaz tudi po sodiščih, ne vem kdaj sem bil, ne 2-krat sem že mogel iti, ampak vedno sem se poskušal raje dogovoriti. Ker če imaš ti tako močen ego, da se ne moreš nikoli prilagoditi ali pa pogoditi ali pa pogovoriti, potem sam zelo trpiš. Ker si vedno v nekem konfliktu, vedno misliš, da mora biti pa točno samo po tvoje, ker če ni, potem so ti že nekaj vzeli. Če pa rečeš, ok, pa se ne bi mi rajš dogovorili, pogledajte, koliko so to potem krajša poti. Krajša, pa še na koncu nasmehneš pa to. Pa tudi jaz si ne predstavljam, da bi zaradi katerikoli razloga enkrat srečal enega človeka, ki ga na ulici ne bi pozdravil, pa ni važno, v kakšni slabi situaciji sva bila. In zdaj pa, ko pa gledamo ta svet, je pa svet, ki je sprt med sabo, ampak sprt je čist brez potrebe. Saj, če imate vi drugačno stališče kot jaz, imate pač drugo mnenje, jaz ga spoštujem, pač in če ne bom hotel biti z vami, ne bom, ampak zato vas ne bom čisto nič poniževal. Ta spoštljivost recimo do drugačnosti se mi zdi ključna, ker se potem nič ne poslušaš, kaj on govori. Rečeš, jaz tako mislim, ok, smo končali pogovor, smo. Mi še ne. Govoriva o človečnosti in je zanimivo, kako lahko narediva neko usporednico. Dragoceno mi je bilo, gospod Marjan Batagel, ko ste prej rekli, ti presežki, v to pa smo bili ujeti kar dolgo desetletje, najboljši, največji in tako naprej, da ne naštevam. To je bila neka poslovna filozofija, ki edina na dolgi rok ali morda na kratek prinaša neke rezultate, zaradi katerih se lahko pošteno trkamo po prsih, ampak to na nek način odvrne kreativnost, ti presežki. Če nekdo meni reče, bodi najboljša, zakrknem, se mi zdi, da sem takrat najmanjša. To je bila precej nevarna past. Kako ste se vi s tem soočali? Jaz verjamem, da so bili izzivi, so bile neke strasti zagotovo. Kako ste vedeli, ta vrtinec je pa nevaren? Jaz sem imel v srednji šoli zelo rad psihologijo. Morda me je tudi žal, da nisem šel študirati. In takrat se je več ali manj govorilo o naravni inteligenci. In potem sem pa nekaj prebral in bral sem pa predvsem o čustveni inteligenci veliko. Metode merjenja pred 40 leti so bile še bolj v povojih kot karkoli drugega. In tudi pojem čustvene inteligence ni bil tako definiran je že bil, nekako, ne vem, če so jo razumeli, kaj ona pomeni.
In potem, če pa ti z njo delaš, tako kot delaš svojo pametjo, pa tudi njo uraš, ker ona te lahko pripelje, bom rekel, do boljših rezultatov kot naravna inteligenca. In zato sem bil že prej, ko sem razlagal, kako ljudi opazujem ta njihov del, ki je nekje skrit, ki je lahko tudi potuhnjen. Kako bi pa bilo, če ti enemu otroku stalno govoriš, ti ne znaš, potem on to ne bo nikoli znal. Če ga boš ti spodbujal, ti si dober, uspelo ti bo, potrudi se, potem bo on to enostavno lahko naredil čisto spontano. No in ta del, recimo, to je že polje ekonomije, je tisti del, ki ga jaz sem vedno sovražil. Jaz sem sovražil pravo pa ekonomijo. To sta dve stvari, ki sem rekel, to si lahko vse kupam. Kupam si lahko pravnike, kupam lahko ekonomiste. Tisti del, ki pa sem si nekako vendarle vzel, da je bila pa moja kvaliteta, je bilo pa vodenje. Ker v bistvu ti z vodenjem pokažeš vedno tudi smer, kam nekaj naj gre. In s to čustveno inteligenco se zabavam, zato ker ona mene vodi in jaz njo. In ko drugim povem, ja, fino, bomo prišli do tega rezultata in kaj bo potem, koliko bo mrtvih po tej poti. Pa imaš lahko ti še boljši rezultat, pa noben ni mrtev na tej poti. Tudi tukaj je zelo pomembno pogledati, ko govorijo o trajnostnem vidiku razvoja družbe. Ravno trajnost je tisti najgloblji izraz, kakšen odnos imaš ti do okolja. In ko prideš v to sfero, nisem jaz nikoli razumel, zakaj so prebivalci Butana najsrečnejši narod na svetu. In pa, ko mi ni dalo to mira, sem mogel iti v Butan, da jaz to vidim, zakaj so oni tako srečni, ker jaz bil tudi srečen. Pa če ima univerzo za srečo, pol je to neka znanost, da ti to razložijo. No in sreča je bila tudi to, da smo bili v eni situaciji, ko smo lahko poslušali predavatelja z univerze za srečo, ko da mi je poskušal to srečo verbalizirati. Ja. No in zame je bilo prekrasno predavanje in pol sem rekel, bi vi, profesor, meni poskušali zdaj tako v parih stavkih opisati to srečo na način, da jo bom jaz lahko nekomu tudi pri nas na hitro razložil. Je rekel, ja, lejte, to bi se dalo. Najprej je to odnos do okolja. To sem pri njih tako razumel, da imajo izredno spoštljiv odnos do okolja. Potem je rekel, vse, kar v tem okolju delate, mora biti trajnostno. Se pravi, ti ne smeš poslabšati stvari. Potem je izredno pomembna kultura, te medčloveški odnosi, kako komuniciraš medgeneracijsko. In potem je rekel, četrto je pa sposobnost vodenja. A jaz sem rekel, prve tri ful dobro razumem, ampak kako pa vi veste, kateri je vaš dober vladar? Je rekel, samo tisti, ki prva tri načela dosledno spoštuje. Tako enostavno oni razumejo srečo in tako tudi živijo. In ko se s temi ljudmi pogovarjaš, ko vidiš, kakšen odnos imajo do narave, kako komunicirajo med seboj, ko opažaš, da vodnica je vzela telefon v roke samo enkrat, pa še to takrat, ko smo prihajali pred hotel, da nas je najavila in ko smo jo vprašali, da koliko uporabljajo telefon, pa vsa ta družbena omrežja, je rekla, zakaj pa? Ja. So bile kar močne misli zapisane lansko leto proti koncu prav na temo tehnoloških inovacij z vaše strani. Nas resno opozarjate, da če se bomo oddaljili od narave, se bomo oddaljili od sebe in od zmožnosti preživetja, zelo jasno je to. In se samo po sebi ponuja vprašanje, ki vam ga moram zastaviti. Gresta zagotovo v Postojnsko jamo poslušati to tišino, poslušati to veličino, to svetovno čudo. Kakšne odgovore dobite? Vam tudi Postojnska jama s svojo prisotnostjo, lepotami, to je nastajalo milijone let, pomaga pri poslovanju? Jaz bi vas enkrat zelo rad odpeljal v jamo, ampak
takrat bi nobene luči ne bi prižgala. Imela bi samo svetilko, tako kot hodim jaz, kadar rabim popolni mir in takrat šele vidiš, kako je tema svetla in kako je tišina glasna. Zato, ker v jami ni nikoli tišine. Vedno se nekaj dogaja, vedno je ena melodija narave, kar se pa teme tiče, pa pravzaprav, ker gre skoraj za popolno temo, vedno nekaj v njej vidiš. Vedno vidiš. In če vzamete še 95% vlago in pa prisotnost radona, je to okolje, ki je v bistvu za človeka izredno pomirjujoče. Od tukaj tudi speloterapija, ki je v jamah, in od tukaj morda tudi razmišljanje, zakaj pravzaprav mi, ki smo sredi epidemije na začetku, delali v jami in naši vodniki bili v neposrednem kontaktu z vsemi temi ljudmi, niti eden se ni okužil. Se pravi, da jamsko okolje je za virus nekako zelo neprijazno in tudi naši vodniki redko so kdaj zbolevali za gripo. In ker vemo, da tudi COVID napada naš respiratorne organe, je speloterapija pravzaprav namenjena temu tistim, ki imajo težave s pljuči. Tako da ta jama je nekaj, kar jaz vedno govorim ona, jaz nikoli ne rečem jama kot nek mrtev predmet. Poosebljate jo. Tako je, jaz so pač to so opazili, to je tudi Drago Jančar opazil, da govorim o njej na nek drugačen način, ampak jaz so tako živim, glejte, jaz sem v Postojni rojen, mi kot otroci smo vse gledali te goste, ki hodijo v jamo, tudi bi kdaj upravljal z njo, je lih tako, kot če bi mi danes rekli, da bom letel kdaj na Mars, pa vendarle, ko mi je bilo zaupano upravljanje, je bila to najprej čast. Čast že zato, ker to je pač nekaj izjemnega. In vse, kar lahko naredim, je to, da bom naslednjim generacijam pustil v boljšem stanju, kot ona je. Ona je bila degradirana in zdaj samo od nas je odvisno, kako z njo ravnamo. Lahko bo kdo rekel, ja, pa je veliko gostov, ja, ampak so ukrepi zdaj drugačni, kako v njej deluješ. Monitoring neprestano izvajamo. Se pravi, posamezne dele jame smo popolnoma zaprli za obiskovalce in tam se lepo vidi, kako se ona regenerira. Zamislite si zdaj, kako je ona srečna, ki spi praktično že eno leto. Nič se ne dogaja, svoj mir ima. Tako da to lahko rečem z nasmehom, to ni ekonomska kategorija. Jaz sem velikokrat povedal ljudem, da če ti lepo delaš z njo, ti bo ona vse v izobilju vrnila. In tudi ta meri zdaj mi pač privoščamo. Vse potem, ko bomo spet delali, bomo delali in ne bo verjetno se to vračalo. Pač to je tudi tako, ona je, ko si v njej, tako kot je Jančar opisoval, ona je v bistvu v osnovi maternica. In mi smo tam pač otroci te jame in če poslušaš tisto njeno tišino in se skriješ pač tja v en rov, takrat se ti zdi, da si tam nekje globoko skrit predvsem. Ja. In to so izredni občutki. Turističen obisk je drugo. Tam imaš v bistvu še, ti gledaš jamo tako, kot jo mi razsvetlimo. Ampak pravo jamo vidiš takrat v temi. Takrat jo ti doživljaš, recimo, tudi hlad takrat 9 stopinj drugače doživljaš kot v turističnem obisku. Ko greš v manj obiskane dele jame, takrat ti šele začutiš, kakšna so ta prvinska tla. In zamislite si, kakšen pogum so imeli ljudje, ko so to raziskovali, pa z eno baklo, ki bi jim lahko v vsakem trenutku ugasnila, turističnih poti ni bilo. To so bili zame tako veliki raziskovalci, kot tisti, ki so šli na morje, pa niso vedeli, kam se podajajo. Zdaj se že na zelo močni simbolni ravni lahko tudi pogovarjava. Danes je nedelja, dan
ko si mi privoščimo nekaj trenutkov zase, ko se skušamo regenerirati pred vstopom v nov delovni teden. Na nek način bi lahko tudi rekli, da ta čas, v katerem zdaj živimo, odkrivamo na novo, kot bi vstopili v neko neraziskano jamo, lepotico, kot bi se nam ona nakazovala. Skratka, toliko je neznank. In omenjate terapijo. Kako bi lahko vse to troje povezali? Kako izrabiti ta čas? Ne za obup, ne za predajo. Če vse povzameva, toliko lepega in dragocenega ste nam povedali, kaj bi svetovali vsakomur, ne glede na različne življenjske izkušnje, danosti, nekateri so v prednosti, drugi so precej izgubili v zadnjem letu. Kako naprej? Na kaj se lahko naslonimo? Vedno je zorni kot, s katerega hočeš na stvar pogledati. Se pogledajte, za nas bi moglo biti grozno. 1 leto nič ne delamo. Ampak ne zorni kot ni tak. In če imaš ti nek notranji mir, če imaš ti upanje, da bo tega konec, potem boš ti vse preživel. Če gledaš pa ti, ne vem, tako čisto z materialističnega vidika, potem je pa ta zorni kot popolnoma drugačen. In takrat pa lahko rečeš, da je težko, in zdaj, če nimaš tega notranjega miru, ali pa recimo, da imaš potrebe izredno velike, ker potrebe človek si sam postavlja, kako velike ima, potem ti lahko v temu zelo trpiš. In če si še v okolici, ki te ne razume, ali pa okolica, ki te ne pomirja, se pravi, da te še vznemirja dodatno, potem je to težko. Če ti poskušaš čisto vse komentirati zdaj, kar se dogaja, se potem ne moreš iti zvečer niti spati. Moja največja regeneracija je zvečer, ko zaprem oči in takoj zaspim. Zato, ker mene so naučili, da noče zaspati, telo se mora takrat odpočiti, takrat je boljš kaj lepega sanjati in problemov v poslu res nanosim. Zato, ker če mi vzameš moj mir, potem mi vzameš tudi vso to kreativnost, ki ste rekli, tudi voljo bi mi pobrali. Če nimam jaz miru, potem nimam volje. Se pogledajte, kaj pa je nemiren človek. Nemiren človek ne zna še za mizo sedeti pol ure, ker je pač nemiren. In zdaj, če si pa nemiren v glavi, se potem pa res lahko malo že znoriš, ker glava mora biti zelo mirna. Torej, ne pozabimo, da je želja po ustvarjanju eno izmed najglobljih hrepenenj človeške duše. Ne pozabimo na to, če nas bo skrbelo, kaj bo jutri. Preprosto živimo s hvaležnostjo in iskreno. Ste podjetniški vzor. Hvala lepa, tudi ta intervju vedno znova in znova. To samo potrjuje. Gospod Marjan Batagel, hvala lepa za vaš čas. In srčno upam in verjamem, da se kmalu srečamo, kjer nas bo ona s širokim objemom sprejela. Vse dobro. Hvala za pogovor. Vedno vas bo to ne skrbeti, tudi kad nas ne bo. Sam na njo moramo lepo gledati. Hvala. Iskrena hvala. To pa je bilo predavanje, kaj? Jaz sem se ves čas počutila, kot da sem v eni meditativni zenovski sobi. Ja. Še moj 3-letni sin je poslušal. Ja. Zen, budizem, bratstvo, jedinstvo, ljubezen in mir, vse v enem paketu skupaj s kreativnostjo, inovativnostjo in izjemnimi podjetniškimi zgodbami. Če pogledamo samo, kaj so napisali naši zlati udeleženci in poslušalci, preko 200 vas je bilo, izjemne pohvale smo slišali. Vesela sem, da nam je uspelo pridobiti gospoda Marjana Batagelja za to predavanje. Človek za veliko začetnico je rekla Mojca, Majda piše, odlikujeta ga modrost, ustvarjalnost, neomajnost, brezkonfliktnost, umirjenost in sposobnost, da sprejemate negotovost, ki bo postala dogodivščina. Res prekrasno.
velik navdih. In hvala, da ste nam omogočili to predavanje Podjetje Epilog. Hvala ekipi Zavarovalnice Triglav in Telekom Slovenije. Prav tako pa te konference spletne, kakovostne in brezplačne za vse ne bi bilo, če z nami ne bi bili tudi ljudje in ekipe in blagovne znamke iz podjetja Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in Geni Sonce. In res upam, da bodo tudi naši medijski partnerji, podjetnik.net, Media Marketing in Delo pozitivno in veliko pisali o vsebinah, ki smo jih danes slišali. Zdaj pa vaju prepustim, da še se malo pogovorite o tem, kako je bilo in odgovorite še na kakšno dodatno vprašanje. Hvala. Lepo pozdravljeni, spoštovani gospod Marjan Batagel. Zanimive okoliščine, v katerih smo se dobili, ampak ravno to pomeni, da smo kreativni, kaj ne? Ja, tako kreativni, da mislim, da je prvič, da v nedeljo ob tem času komuniciram na ta način, ampak tudi to je del življenja, ja. Okoliščine so popolnoma drugačne, ne, vaše spraševalke, gospe Nataše Liče nismo niti mogli pokazati, ker je bila z masko in smo rekli, raje jo skrijemo zaradi varnosti, kajti vsa naša predavanja na konferenci so absolutno sveža in aktualna. Jaz sebi v svojem stanovanju, vi ste verjetno kar v svojem podjetju, naši poslušalci so verjetno nekje tudi doma, ampak mi smo lahko v nedeljo ob 9. zvečer skupaj. Tako da mislim, da nas čaka prijeten večer za veliko mira. Ne, zelo mi je bilo zanimivo, ko ste govorili, ne, mir v glavi je tisti, ki šteje, če hočemo biti kreativni. In ta mir ste res razširili, se mi zdi, med splošno občestvo na YouTubeu in Facebooku. Kako se zdaj počutite? Mirno. Mirno, ker vsak tak dogodek je po svoje stresen. Ampak ko se najga pripravljaš, ko dobiš vprašanje, takrat se zelo hitro moraš tako introspektivno obrniti vase. In takrat je samo iskrenost odgovorov, misli, tista pač, ki ti da vedno naslednjo besedo, oblikuje stavek, oblikuje misel. Tako da jaz se tega načela držim, kot so me starši učili, so rekli, lej sine, lahko ti lažeš, ampak vedi, da nisi tako pameten, da bi si vse laži zapomnil. In če pa govoriš iz prepričanj, bo pa tvoj odgovor vedno približno enak, v kakršnikoli situaciji. In to je tako enostavno načelo, da potem ne dobijo te ne laži, pa še nek vrednostni sistem si oblikuješ. Hvala vam. Andreja sprašuje, koliko časa na dan posvetite sebi in osebni rasti? A je bilo včasih tega več, a je bilo včasih tega manj? Kako ste prišli do vsega tega? To je pa zanimivo vprašanje. Osebna rast ni nekaj, kar bi jaz znal načrtovati, to je pač način življenja. Tukaj sem morda drugačen, jaz ko berem zato, ker me nekaj zanima, recimo vedno me je zanimala psihologija, in to ne delam zato, da bom osebno rastel, ampak da bi morda sebe boljše spoznal, ker tisto dobro vedno človek nosi v sebi. Sam zdaj vprašanje, v katerem vogalu sebe bo to našel, če ne iščeš, pol tega ne boš, tako kot tisti, ki ima nekaj slabega, pač, če se druži s slabimi ljudmi, bo to prišlo na plano. Tako da moja osebna rast je moj način življenja. Konec koncev jaz nisem več glih rosno mlad in neka načela, ki sem jih izoblikoval, so načela življenja. Človek bi lahko govoril že o modrosti, ampak modrost pač je taka neskončna, nikoli je ne doživiš, malo težiš k njej, ne prideš k njej.
In moja osebna rast je pravzaprav to, da če lahko v enem trenutku nekaj nekomu dam, potem mu to dajem vse brezplačno. Najlepša hvala. Lahko povem, da tudi vi ste se odločili vaš honorar posvetiti, donirati našim dobrodelnim organizacijam, kar je še en dokaz ravno za to. Imamo pa zanimivo vprašanje, kako pa vidite vi pot do sreče vseh zaposlenih v kolektivu? Ja, čisto vseh srečnih ne bo nikoli. To že statistika govori, da ne. Ti moraš vedno težiti, da je veliko srečnih. Ker vrednostni sistem je tak, da ni nujno, da ga vsi sprejmejo. In ko ga ti delaš, ga delaš na osnovi mnenj ljudi, ki so v tem sistemu ali pa podjetju, in potem se moraš dogovoriti za pravila, ki bodo veljala. In če v teh pravilih se najde velika večina ljudi, je to zelo velik uspeh. Vsi se pa ne bodo, zato ljudje prihajajo in odhajajo. Nekomu lahko to paše, drugemu ne paše. Nekdo pride pa reče, to je brez veze, pa vidi, da mu potem to paše. Tako da absolutne resnice nikoli ni, tudi absolutne sreče ni. Je pa vedno to prepričanje, če hočeš nekaj dobrega delati, boš to lahko vedno delal. In če hočeš nekaj slabega, boš to zmeraj slabo delal. Tako jaz razumem tudi srečo zaposlenih, ampak saj njo pravzaprav vidiš, ko se pogovarjaš z njimi, pogledaš jih v oči, komunicirajo s tabo, pa se pa obračajo in grejo svojo pot. Ja, lepo ste govorili o spoštljivosti do drugačnosti. In to je zdaj verjetno še en tak primer. Dobili smo še eno zanimivo vprašanje, vi žarevate ta notranji mir in težite tudi k zunanjemu miru. Vprašanje se pa glasi, kako doseči, da se v službi ne jezimo. Piše, ker kot vemo, nothing personal, all business, v praksi ni tako lahko uresničiti. Kaj ti pa pomaga, če se jeziš? Se potem še razmišljati, da moraš prav, nobeno ne moraš nič kaj povedati, ja. Če se jeziš tako, takrat skočiš iz razuma ven. Takrat je to eno stanje afekta že, afektirano stanje pa nekontrolirano čustveno stanje. Pravi, pa jeziti se nimaš kaj. Ok, kaj pa te lahko razjezi? A te lahko razjezi vprašanja? Vprašanja so vedno postavljena, zato da dobi odgovor. Kaj te lahko razjezi? Te razjezi to, da si nekomu nekaj naročil ali pa ga prosil, da to naredi, pa ni naredil. Morda ni tega razumel, kaj jaz vem. Zdaj, če pa iz zlobe to delo, potem je pa pove, da to ni prav in da to dela iz zlobe in da ne tega več ne počne. Ampak vse, če se boš jezil, kaj pa boš potem dosegel? Enega sovražnika več, jaz vedno, kar rečem, če hočeš kaj slabega povedati, potem tega ne povej. Ker če boš povedal, potem boš imel enega sovražnika več. In življenje je prekratko, da ne bi iskali prijateljev. Hvala. In nažalost je to že iztočnica do naslednjega vprašanja, kako komunicirati z osebo, ki je zlorabila naše zaupanje? Pač stran gremo od nje. Ne komuniciram več z njo. Lahko jo žalim, lahko jo ponižam, lahko karkoli naredim z njo, ampak čemu pa? Če je dobro ta oseba razumela, kaj smo se dogovorili, pa kaj če se z njo več ukvarjati? Jaz osebnosti ne bom spreminjal nikomur. Jaz sem ti pač povedal, če si v moji družbi, si imel, bom rekel, priložnost poznati moj način razmišljanja, to, kako sem se jaz do tebe obnašal, zdaj, če si šel pa ti čist kontra temu, ja, ok, kaj ne naredim s tabo? Ne bom te spreminjal. Nekdo je rekel, vi ste vodilni delavec in ga zanima, kako bi lahko ona svojemu vodstvu odprla oči, da bi se naučil tako komunicirati s svojimi zaposlenimi. Čisto enostavno. Poglejte, če nastopaš ti s pozicijo hierarhije, potem te sicer gledajo, ampak nikoli ne boš vedel, ali te poslušajo.
vsi ti bojo prikimavali, ampak ne boš vedel, ali te razumejo. Če boš pa ti samo del njih, če boš razumel vsako delo, ki ga opravljajo, tudi poprijel za to delo, potem boš pa ti zelo hitro spoštovan, vedeli bodo, da razumeš delo teh ljudi in takrat boš imel občutek, da vodiš. Jaz si ne predstavljam, kako bi lahko vodil podjetje, da nisem med ljudmi. Lahko, kaj ne pišem zakone, kaj ne pišem akte, ne pišem pravilnike, kaj ne delam. Jaz lahko vodim samo takrat, kadar grem v restauracijo, ko grem v jamo, ko grem v hotel, ko grem na recepcijo, ko se s soborcami pogovarjam, jaz samo takrat lahko vodim. Tisto, kar pa napišemo kot neke pravilnike obnašanja, jih pa pišemo zato, da tisti, ki prihaja k nam, ve, kakšna pravila v hiši veljajo. Ampak potem, ko pride, jaz hočem vedeti, kako se ta Anica piše, od kje je, a ima kakšnega otroka, ali nima otroka, ali ona uživa v tem delu. To je vodenje. Jaz sicer korporacije res občudujem, ampak v tej korporaciji sem dostikrat prebral, da so imeli ljudje zelo veliko senzibiliteto do sočloveka, do sodelavca. In njih je pa zanimal vsak človek. Lahko pa beremo danes, da te korporacije so ohole. So, takrat, kadar je samo denar na prvo mesto. Ampak se ta denar pride, gre. To se stalno dogaja. Ampak odnos, ki ga pa ti puščaš, sled, ki jo puščaš, je pa vedno na medčloveški ravni. Tem se je pač pripisoval kot način vodenja. In očitno ljudem paše, ker sicer ne bi bil, bom rekel, tam, kjer sem, in ne bi bil vesel vsaka človeka, vsaka sodelavca, ki ga srečam. Hvala vam. Omenili smo, da ste bili profesor in verjetno, kolikor vemo, niste bili dolgo, ne glede na to je padlo vprašanje, kje vi vidite razlike med gospodarstvom in javno upravo ter kolektivi v teh dveh branžah? Načeloma sploh ne bi smelo biti razlik. Zato, ker čemu bi javna uprava bila drugačna kot dobra podjetja? Dobra javna uprava in dobra podjetja mora imeti isti vrednostni sistem. Saj konec koncev, če se jaz jutri preselim v javno upravo, a bom jaz slab javni delavec? In če dobrega uradnika zaposlim, a je on slab delavec pri meni? Se pravi, da vrednostni sistem je približno enak. Drugo pa je, kako dosledno ga mi spoštujemo. Mi prevečkrat politiziramo vlogo javnih delavcev. Javni delavci bi mogli biti vsi nad nami. Oni nam služijo, mi smo davkoplačevalci, mi dajemo plačo. In to bi bilo lepo, da bi to spoštljivost oni pokazali do nas. Ne do tistih, ki imajo trenutno politično oblast. Te se bodo menjavali. Ampak mi smo davkoplačevalci, pa vsak dan, celo življenje neke davke plačujemo. In tako enostavno bi jaz, jutri, če bi bil nekje na drugi strani, bi rekel, poslušajte, to so vaše stranke. Z našimi strankami moramo ful lepo delati. One morajo biti zadovoljne, one se morajo k nam vračati. Pa jaz ne vem, če jih to učijo. Jaz nisem bil še na tisti strani. Hvala. Marija je prav pokomentirala, zelo lepo povedano. Lepo je slišati, da je vsak pomemben, da lahko organizacija deluje kot celota in uspešno. Tanja je celo rekla, ne le o poslu, o življenju z veliko začetnico nas učite in vam pošilja veliko spoštovanja. Kot smo obljubili, mi poskušamo ljudem pomagati, da bodo res ob 9:30 pripravljeni na naslednji dan. Tako da mogoče samo še zadnje vprašanje. Jutri je ponedeljek, nekateri ljudje se ga veselijo, nekateri ljudje se ga bojijo. Kakšni so vaši načrti? Ta ponedeljek je bil tako, dokler nisem sebe spoznal, zelo stresen. Dokler vse sem čakal, da se bo zgodilo v ponedeljek ob 8. Da bodo vsi skočili name v ponedeljek ob 8.
In potem ta ponedeljek je bil tak, da si ga nisem nikoli želel. Dokler nisem malo spremenil to, da sem stvari od ponedeljka reševal v petek. In če sem jih v petek pripravil, da bo ponedeljek mehak, potem bo tudi ta jutrišnji ponedeljek mehak. Tisto, kar bo zjutraj za narediti, bomo naredili, potem bomo še ne 2 notarja oddelali, ampak to niso več tisti ponedeljki pred 20 leti. Zdaj sem hotel povedati, da vse je stvar percepcije, pa spoznavanja situacije, ko to obremenjuje. In če je mene ponedeljek obremenjeval, sem jaz saboril s tem ponedeljkom. In ta ponedeljek mi kakšenkrat res dela malo preglavice, ampak ne več tako velike kot včasih. Torej, zaželim vam prijeten ponedeljek, torek, sredo, četrtek in zelo učinkovit petek, da boste imeli tudi prijeten naslednji vikend. In se vam res iz srca zahvaljujem v imenu celotne ekipe in vseh naših poslušalcev za izjemno navdihujoče predavanje, ki je hkrati verjetno tudi v vse nas prineslo tale mir, ki ga vi nosite v sebi. In mislim, da vsi komaj čakamo, da se Postojnska jama spet odpre in jo bomo vsi šli pozdraviti v to temo, v to tišino, kolikor se le da spoštljivo, tako kot želite tudi vi. Res iskrena hvala in lep večer še naprej oziroma lahko noč. No, tako pa ena zaključna misel. Ko sem tehtal, kdo so vaši poslušalci, me je samo ena stvar prepričala in to je vaša pozitivnost. Kako sem tudi prekinil ta medijski post, ki sem ga imel dolgo časa, ampak nisem mi zdelo primerno, da bi bil tiho takrat, kadar se pogovarjamo o pozitivnih stvareh. Tako da po svoje hvala tudi vam, ker človek, ko je med pozitivnimi, je še bolj pozitiven. In če si med negativci, si še slabši človek. Tako kot telo, pravim, telo, ki je v mirovanju, miruje in telo, ki je v gibanju, teži še k več gibanja. Tako da gibajte in imejte to prekrasno publiko še naprej. In moram Nastja vam še nekaj reči, da ste me prepričali na kreativen način to, kar sem nekje prebral. Če ravno ni dela zame, si bom pa zmislila poklic. Dobro, to možno smo vsak. Ja, hvala. Mi pa bomo od vas pobrali to, da moramo razvijati emocionalno inteligenco, skrbeti za trajnostni razvoj in medgeneracijske odnose. Tako da le na ta način bomo vsi skupaj živeli v taki družbi, kot si jo res želimo. Evo, bravo, poglejmo pa, kaj nas še čaka. Mislim, da imaš, Nastja, malo solzic v očeh. Poglejmo pa, kaj nas čaka še jutri. Ob 2 se nam bo pridružil Voran Skutnik s temo agilno vodenje projektov. Ob 8 zvečer pa je podjetniška tema, tokrat namenjena komuniciranju in vodenju v nejasnih časih. Z nami pa bo Matej Delakorda. Vabljeni k spremljanju in k postavljanju vprašanj. Evo, srečno in lahko noč. Rečemo jim mali podjetniki, vendar so vse prej kot mali. To so ljudje, ki so usodo vzeli v svoje roke in se podali na trnovo pot, tlakovano z neizprosnimi izzivi trga. Morda nimajo velike pisarne, imajo pa veliko idej. Včasih niso ljudje veliko besed, a zato veliko dejanj. Morda nimajo največjega avta,
Ali pač dobro vedo, kdaj prositi in kdaj biti neizprosen. Predvsem pa vedo, kako iz malega narediti veliko. Če srečate podjetnika, ki tudi v najtežjih trenutkih verjame vase in v svoje sanje, ter z njimi preživlja družino, ohranja streho nad glavo in gradi kariero, mu nikar ne recite mali. Oni so veliki podjetniki. Veliki podjetniki imajo velike izzive in partnerja, ki imajo enostavne rešitve. Odkrite jih na telekom.si/podjetniki. Poslujte enostavno, poslujte digitalno. Telekom Slovenije. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.